Je pomembno, da se na internetu lepo obnašamo. Včasih je to še bolj pomembno kot v živo, ker lahko prek spletnih objav in pogovorov hitreje pride do nesporazumov in ker vse, kar napišemo in objavimo, prebere in vidi veliko več ljudi. Na internetu in prek telefona bodi strpen in prijazen. Poišči pravila spletnega in mobilnega bontona na www.safe.si. Jaz sem Tina, dobrodošli na 5. dnevu 15. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Prvi bodo drugošolci osnovne šole Dramlje zavrteli čas nazaj s fotografijami, plesom in petjem. Mali zboček 1A osnovne šole Jurija Vege bo zapel pesmico Ti moj škratek. Vrtec osnovne šole Vuzenica nam bo pokazal glasbeno-ritmične dejavnosti, ki se jih radi igrajo. Plesno društvo Salangazija nam predstavlja indijski moderni ples Bollywood. Zore Žiga iz VTC Novo mesto nam bo na diatonično harmoniko zaigral pesem Morska pravljica. Zadnje pa nam bodo študentke pedagoške fakultete v Mariboru predstavile, kaj vse vpliva na učenje in kako se učiti. Poglejmo si vse te prelepe nastope. Travniku in polju, pa so se tudi v preteklosti znali skupaj poveseliti. In zapeti kakšno lepo pesem. Ali zaplesati kakšen ples. Kje pa so se v starih časih naučili peti in plesati? V šoli že ne. Naučili so jih starši, pa babica in dečki. Mi se pa največ pesmi naučimo v šoli. V šoli je res fajn! Jaz pa grem na zeleno travco, trga trušče za mojo mamco, trga trušče za mojo mamco, lepe bele marjetice. Jaz pa grem na zeleno travco, trga trušče
Prihajam iz VDC-ja Novo mesto, predstavil sem vam pa s pesmijo Petra Finka Morska pravljica.
Živjo punce, Živijo. Živjo. kako ste? Super, pa vi? Jaz sem se včeraj nekaj učila, pa mi čisto nič ne gre v glavo. Pa saj ne vem, kaj delam narobe. A bi mi lahko kaj svetovale? Mogoče vi veste kaj o tem. Učenci, gotovo ste se tudi sami kdaj vprašali, zakaj vam učenje ni prineslo dobrih rezultatov in kako bi se morali učiti, da bi bili bolj uspešni. Če želiš izvedeti, ostani z nami. Najprej pa si vzemi minutko za razmislek in odgovori. Kje se učiš? Kako urediš svoje učno okolje? Na kakšen način si urediš učne pripomočke, zvezke, učbenike, zemljevid in tako naprej? Ali pri učenju poslušaš glasbo, je ta bolj umirjena ali živahna? In na kakšen način poskrbiš, da te nič ali nihče ne zmoti? Na učenje namreč vplivajo vsi ti fizikalni dejavniki, ki so vezani na prostor, v katerem se učiš. V prostoru naj bi bilo približno 20 do 23 stopinj Celzija. Če bo pretoplo, te bo uspavalo, če bo premrzlo, pa bo zmotilo tvojo koncentracijo in zbranost pri samem učenju. Pazi tudi, da bo prostor dovolj osvetljen. Najboljša je seveda naravna svetloba sonca. Če si desničar, naj poteka snop svetlobe iz leve strani. Pred učenjem in po učenju pa prostor tudi večkrat prezrači. Preden se začneš učiti, si pospravi učno okolje, torej pisalno mizo, in na njej pusti pripomočke, ki jih boš potreboval. Pozoren bodi tudi na motnje, na primer hrup iz okolice sosednje sobe, in jim poskušaj nekako preprečiti, pomeni, da zapreš vrata, utišiš telefon in ga shraniš na mesto, tako da ga ne vidiš, ne dosežeš tako preprosto. Svetujem pa tudi, da pri samem učenju vlada tišina ali pa da poslušaš bolj umirjeno glasbo. Naslednji dejavniki, ki pa lahko vplivajo na tvoje učenje, pa so fiziološki dejavniki. Le-ti izvirajo iz tvojega telesnega stanja, zdravja in počutja. Mednje pa uvrščamo kratkotrajna telesna stanja, na primer utrujenost, žeja, neprespanost, lakota. Potem imamo dolgotrajna telesna stanja, to so različne zdravstvene težave. Zatem je splošna telesna kondicija, mednje pa spada tudi dnevni bioritem, torej kdaj se najlažje učiš. Tukaj pa je nekaj naših predlogov, ki ti lahko pomagajo pri učenju. Pred učenjem je pomembno, da se nadihaš čim več svežega zraka, najbolje kar z gibanjem, na primer kakšen kratek sprehod. Prav tako, da se dobro naješ in spiješ veliko tekočine, predvsem vode. Zato, da se boš med učenjem lažje skoncentriral na snov in ne razmišljal o hrani. Pomembno pa je tudi, da med učenjem spiješ veliko tekočine. Tudi dovolj spanje čez noč vpliva na tvojo utrujenost. Zato je pomembno, da greš zvečer vsak dan ob isti uri v posteljo, da boš imel dovolj spanja. Ob upoštevanju teh predlogov se boš lažje in bolj učinkovito učil, saj ne boš utrujen, ampak boš imel veliko energije in motivacije za učenje. Sedaj pa si poglejmo še socialne dejavnike. Ti izvirajo iz družbenega okolja. Iz ožjega družbenega okolja je najpomembnejša družina, za njo pa šola. S pomočjo okolja si ustvarimo mnenje do izobraževanja. Na primer, družina ti lahko nudi oporo pri učenju, priložnost za pridobivanje delovnih navad ali pa tudi ne. V šoli pa se srečujejo z različnimi načini poučevanja in različno stopnjo zahtevnosti, kar prav tako vpliva na tvoj odnos do šole. Skratka,
Okolje lahko na tvoj odnos do učenja vpliva pozitivno ali pa negativno. Razmisli, katere osebe vpliva na tvoje učenje pozitivno in kdo te pri učenju ovira. Kaj pa lahko ti storiš, da bi te oseba pri učenju manj ovirala oziroma te ne bi ovirala? Tukaj je naš predlog. Z osebo, ki te pri učenju ovira, se pogovori. Povej, da njena dejanja slabo vplivajo na tvoje učenje. Razloži, da si želiš dobro opravljati šolske obveznosti in da te pri tem ovira. Najdita skupno rešitev. Če ta oseba tvoje obrazložitve ne upošteva, se pogovori z učiteljico ali svetovalno delavko. Gotovo ti bosta pripravljeni prisluhniti in ti pomagati. Nuša ti je predstavila socialne dejavnike učenja, sedaj pa razmisli o naslednjih vprašanjih. In sicer, kako se sprostiš in motiviraš za učenje, kako si organiziraš čas in pa kakšne so tvoje delovne navade. Iz teh vprašanj pa izhajajo psihološki dejavniki učenja. Mednje uvrščamo umske in druge sposobnosti, to je na primer raven inteligentnosti, potem same učne stile, to je posameznikov tipičen način učenja, potem učno motivacijo, to so različni dejavniki, ki spodbujajo učenje ter vplivajo na njegovo trajanje in pa na kakovost samega znanja in navsezadnje tudi čustva. Tukaj pa je pomembna sama moč čustev in njihova vrednost, torej govorimo tako o pozitivnih kot o negativnih čustvih, na primer pozitivna so veselje, sreča, navdušenje, negativna pa jeza, sovraštvo in strah. Sedaj pa ti bomo na kratko predstavili še predlog, ki ti lahko pomaga pri tvojem učenju. In sicer, ko si privoščiš odmor med učenjem, ti priporočamo vaje za sproščanje, kot sta naslednji. Da sprostiš svoje možgane, boš 3-krat globoko vdihnil in izdihnil. Pri tem počasi in globoko vdihneš skozi nos, za trenutek zadržiš sapo in izdihneš skozi usta. Da pa boš dihal čim bolj pravilno, si lahko pomagaš tako, da med vdihom počasi šteješ do 4, enako pa ponoviš še pri izdihu. Sedaj pa sprosti še oči in čelo. Tesno zapri oči, pri tem pa obrvi potegni navzdol in jih skušaj stakniti skupaj, kot da se namrščiš. Nato odpri oči in nagubaj čelo. Vajo ponovi 2-krat. Več različnih vaj, ki pa te bodo sprosile, pa lahko poiščeš še sam na spletu. Pa kar poskusi. Za konec pa si oglejmo še top 5 nasvetov za uspešnejše učenje, ki si jih je dobro zapomniti. Nasvet številka 1. Sestavi svoj urnik učenja. Urnike si ponavadi postavimo zato, da pravočasno opravimo nekatere aktivnosti. Tudi pri učenju si pripravi poseben urnik, ki naj bo pregleden in preprost. Vanj vpiši, kdaj se boš kaj naučil, vključi tudi odmore, hobije, druženje s prijatelji in ostale aktivnosti. Nasvet številka 2. Pripravi si prostor za učenje. Ni pomembno, da se vedno učimo na istem prostoru, pomembno je, da si najdemo kotiček, ki nam najbolj ustreza. Ta kotiček si pospravimo. Odvečne stvari pospravimo. Izklopimo si telefone ter jih pospravimo. Izklopimo televizijo in si nato uredimo prostor za učenje. Nasvet številka 3. Pripravi si vodo. Človeško telo potrebuje za svoje delovanje veliko vode. Tudi možgani delujejo bolj učinkovito, če imajo dovolj tekočine. Zato je pomembno, da si pri vsakem učenju pripraviš tudi kozarec ali stekleničko z vodo. Zbranost je zelo pomembna pri uspešnem učenju. Če vidimo, da nismo več zbrani, naredimo krajši odmor, se razgibamo in tako zbistrimo našo glavo. 5. in najbolj pomembnejši nasvet pa je ta, da verjameš vase, saj boš le tako dosegel vse, kar si želiš.
Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.